Ja, za nami je en zanimiv vročinski val. V bistvu smo imeli od 15. junija letos 15 vročih dni, torej 15 dni z maksimalno temperaturo nad 30 stopinj Celzija in celo 2 zelo vroča dneva, ne, se pravi s temperaturami nad 35 stopinj, oziroma smo v enem dnevu tam sredi vročinskega vala dosegli skoraj 36 stopinj, čeprav moram v isti sabi povedati, da pa je maksimalna temperatura v Mariboru, torej izmerjena, bila čez 40, mislim, da 40,6 stopinj Celzija, in če se ne motim, je to bilo avgusta 2013. Tako mogoče samo, da malo v nek koordinatni sistem se skupaj damo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, to je Večer za vikend, daljša, bolj sproščena varianta večerovega podcasta Večer zjutraj, ki ga redno poslušate tudi poleti, in ker je poletje, za nami pa je vročinski val, smo danes v goste povabili doktorja Igorja Žiberno, profesorja geografije na Mariborski filozofski fakulteti, klimatologa, predsednika astronomskega društva Orion, ljubitelja pohorja in tudi zapriseženega športnika, smo lahko ugotovili v kratkem klepetu pred začetkom snemanja. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, omenil sem vročinski val, zdaj je za nami, malo lažje dihamo v teh dneh. Kaj kot profesor oziroma kot raziskovalec tudi vi razmišljate o dneh vročinskega vala? Ja, zdaj, če sem čisto praktičen, ne, vsekakor ti že skoncentrirano počnem, kaj ne, torej kljub temu, da imamo žaluzije zunanje zaprte, nimamo klimatske naprave doma, torej proti temu sem, ne, ampak pač skušam nekako pasivno skrbeti za to, da ostajajo temperature v mojem kabinetu doma, ne, torej kolikor toliko znosne, ne, ampak vseeno, ne, torej, če mi že tako vprašate, ne, torej tam v času nekje med 11 pa 16 uro bolj težje, kaj skoncentrirano delam, ne. Sicer pa, ja, za nami je en zanimiv vročinski val. V bistvu smo imeli od 15. junija letos 15 vročih dni, torej 15 dni z maksimalno temperaturo nad 30 stopinj Celzija in celo 2 zelo vroča dneva, ne, se pravi s temperaturami nad 35 stopinj, oziroma smo v enem dnevu tam sredi vročinskega vala dosegli skoraj 36 stopinj, čeprav moram v isti sabi povedati, da pa je maksimalna temperatura v Mariboru, torej izmerjena, bila čez 40, mislim, da 40,6 stopinj Celzija, in če se ne motim, je to bilo avgusta 2013. Tako mogoče samo, da malo v nek koordinatni sistem se skupaj damo, ne. Torej, ta vročinski val, ki je bil v juniju in v začetku julija, torej je skupaj trajal 12 dni, ne. Zdaj, če vročinski val definiramo kot 5 zaporednih dni, torej kot neko periodo s 5 zaporednimi dnevi nad 30 stopinj Celzija, ne, torej smo imeli tukaj 12 takih dni, torej z maksimalno temperaturo nad 30 stopinj Celzija, kar je malo nenavadno, ne. Torej, junijski vročinski valovi vsaj pri nas niso tako običajni. Je pa res, ne, torej, da v teh analizah, ki sem jih delal, kar se vročinskih valov tiče, ne, opažamo, ne, torej, da vročinski valovi ne samo, da postajajo bolj intenzivni in daljši, ne, ampak da se pomikajo tudi na zgodnejše termine, se pravi na junij, ali pa na kasnejše, ne, torej deloma celo v september. Ne. Mogoče naj ta podatek popestrim še z eno zanimivostjo. Recimo lani smo imeli, ne vem, če ni bil 15. april, ne, torej najzgodnejši dan z Mariboru, ne, z maksimalno temperaturo nad 30 stopinj Celzija. Ne. Tako da tako zgodaj se že lahko pojavljajo tako visoke temperature, ki so, recimo, spomnim, še pred 30 leti bile prej izjema kot pravila. Ja, ker ste omenili pozne vročinske valove, ravno lani, mislim, da je septembra, so bile visoke temperature. Jaz sem vinogradnik, pa je mama, ki vodi zapiske za vsa ta leta iz preteklosti, govorila, da pač tako zgodnje trgatve in tako vroče trgatve na naši kmetiji še ni bilo. Običajno so bile trgatve tam nekje v začetku oktobra ali pa v sredini oktobra, zdaj pa pogostokrat vinogradniki pravijo, ne, torej, da vse te zgodnejše sorte, govorim za severovzhodno Slovenijo, pobirajo že konec avgusta, ne, kar je res, mislim, to si človek težko zamisli. Ko sem se sam pred, ne vem, 30-40 leti začel s klimo ukvarjati in med drugim tudi za topo klimo in pomenom
podnebja za vinogradništvo, si kaj takega niti v sanjah nisem predstavljal. Preden nadaljujemo pogovor, vas vabim, da kliknete na spletno stran Večera, kjer lahko še vedno preberete zelo obsežen, analitičen članek našega današnjega sogovornika. V sobotni Večerovi prilogi tudi naslovnica je obarvana v barvah vročinskih valov. Mimogrede, kar nekaj trolov, če lahko uporabim ta izraz, zasledimo na spletu, ki primerjajo fotografije vremenskih slik oziroma temperaturnih slik izpred 30 let in danes in trdijo, da so danes te številke predstavljene dosti bolj dramatično, ne, v rdečih barvah, čeprav naj bi šlo za iste temperature. Kako vi gledate na pojave? Ne, vsekakor je na tem nekaj resnice. Torej, mi smo imeli recimo že v prvi polovici 20. stoletja recimo obdobja, ko so bile poletne temperature zelo visoke. Ne? In torej, vročinski valovi niso nekaj, ali pa te visoke temperature niso nekaj, kar bi poznali samo danes in tukaj. Ne? Torej, to je dejstvo. Ne? Torej, če gledamo že geološko zgodovino, ne, našega planeta, lahko rečemo tam nekje recimo v eocenu, ne, se pravi tam pred nekaj 10 milijoni let, so bile temperature kar za nekaj krepkih stopinj Celzija više, kot danes pa je življenje obstajalo. Ne. In to temperature so bilo više čisto iz naravnih razlogov, da se razumemo. Ne. Tako da ja, to drži. Ne. Ampak tudi, če gremo v historično dobo, ne, torej, treba je priznati, ne, torej, da vročinski valovi niso nekaj, kar bi bilo lastno samo temu obdobju. Res pa je, tu je pa statistika neusmiljena, ne, torej, da so pogostejši in daljši in intenzivnejši. Torej, maksimalne temperature v vročinskih valovih so v povprečju više, kot so pa bile v preteklosti. Naj samo povem en zanimiv podatek, ne, torej, da smo imeli v desetletju 2011-2020, ne, torej število dni v vročinskih valovih tam čez 180, govorim za Maribor, mislim, da je 185, 186, ne vem natančno tega podatka, ne, kar je bistveno več kot recimo v 60. in 70. letih. Ali pa recimo še en zanimiv podatek. Samo v lanskem letu smo imeli tropskih noči. Tropske noči so noči, v katerih minimalna temperatura ne pade pod 20,0 stopinj Celzija, ne, torej samo v lanskem letu smo imeli več tropskih noči kot v 60. in 70. letih skupaj. Ne. Tako da ja, ne, torej, visoke temperature so bile tudi že prej, ne, torej, ne, ampak statistika je pa tukaj neusmiljena. Ne, torej, trendi so povsod pozitivni. Ne. Pa še nekaj moram tukaj izpostaviti. Ne, torej, Zemlja se seveda segreva, ne, ampak ne povsod enakomerno. Ne, torej, Arktika se recimo segreva zelo intenzivno, ne, ampak kar se tiče Evrope, recimo se ravno Južna Evropa, ne, na obrobju katere je tudi Slovenija, segreva bistveno intenzivnejše kot celotna Evropa. Ne. Evropa se pa segreva, naj povem, ne, torej, intenzivneje kot ostali svet. Ne. Tako da smo v tistem delu Evrope, oziroma v tistem delu sveta, ki se tudi intenzivneje segreva, ne, torej, kot pa recimo je povprečje za svet. Ne. Ja, tudi o tem smo lahko brali v tem članku. Mogoče še samo to, kaj odgovoriti tistim, ki zanikajo te spremembe? Ja, to je tako večno vprašanje. Ne? Včasih pravzaprav zgubljaš voljo. Ne? Jaz predlagam, naj si sami pogledajo, statistika je dostopna, ne? Naj si sami izračunajo, ne? Torej, vse te podatke, če ne verjamejo. Ne? Torej, priznati je potrebno, ne? Torej, da ima Urad za meteorologijo izvrstno torej, objavljene te podatke. Ne? Torej, na spletu imate podatke brezplačno na voljo, ne? Torej, v drugih meteoroloških službah v naših sosednjih državah temu ni tako. Ne? Tako da tu je treba pohvaliti ARSO oziroma Urad za meteorologijo. Ne? In predlagam, da si sami, ne? Torej, pač snamejo te podatke, pa si sami izračunajo oziroma pogledajo statistiko. Ne? Statistika je neusmiljena. In moram priznati, ne? Torej, da kljub temu, da se sam pravzaprav vso svojo kariero ukvarjam z podnebjem in pa tudi s podnebnimi spremembami, da sem ob teh statističnih podatkih celo sam presenečen. Negativno seveda. Ja. Če mogoče pojasnite še, kako se segreva Slovenija na kratko? Rekli smo torej, da leži Slovenija na robu tistega dela Evrope, ki se najmočneje segreva, ampak tudi Slovenija sama je, kar se naravno-geografskih značilnosti tiče, zelo raznolika. Ne? Torej imamo obsredozemski del Slovenije, obpanonski del, ne? In pa ta hribovito-gorad del Slovenije, torej v tem osrednjem delu, ne? Se pravi alpsko-dinarske pokrajine. Ne? In tukaj trendi seveda niso čisto
primerljivi. Ne? Torej, jasno je, trendi so povsod pozitivni, da se razumemo, ne, kar se temperatur tiče, ampak ko sem ravno torej analiziral na območju Slovenije trende maksimalnih temperatur, ne, torej sem gotovil, da se nekako najintenzivneje segreva ta obsredozemski del, ne, zanimivo pa je, da obpanonski del mogoče še malo bolj. Zakaj? Ne? Celinsko podnebje, ne? Torej, ima to značilnost, da se zaradi večje specifične toplote, se upravičujem, ker grem zdaj malo v fiziko, zaradi večje specifične toplote segreva intenzivneje kot voda. Ne? Torej, voda, ne? Torej, se ne segreva tako intenzivno. Za kilogram, torej zato, da segrejemo kilogram vode za 1 stopinjo, čiste vode za 1 stopinjo Celzija, potrebujemo tam okoli 4000 džulov. Ne? Zato, da pa segrejemo recimo 1 kilogram suhih tal, ne, se pravi kopnega, pa potrebujemo samo 800 džulov, ne, se pravi kopno se hitreje segreva, res da tudi sicer hitreje ohlaja. Ne. No in zdaj v teh pogojih globalnega segrevanja, torej se kopno segreva bistveno hitreje kot morje. Ne. Morje nekako blaži pretirano segrevanje tega obalnega pasu, ampak takoj, ko pa pridemo torej iz tega priobalnega pasu v notranjost, recimo v Vipavsko dolino, ne, torej pa se že pojavljajo nekateri elementi celinskega podnebja, ne, kar pospešujejo segrevanje. No in v tem članku sem ravno predstavil nekaj scenarijev, oziroma en scenarij, ne, ki postaja vedno bolj verjeten glede na naš mlačen odziv, ne, torej, ali pa bolje rečeno neodziv, ne, na spreminjanje podnebja, ne, in kaže, da se bodo ravno ta nižinska območja v obpanonskem delu Slovenije torej segrevala hitreje kot pa recimo obsredozemske pokrajine. Ne. Predvsem bi tukaj izpostavil recimo Belo krajino, ne, Krško-Brežiško polje oziroma Novomeško kotlino in pa seveda ta severovzhodni del Slovenije, ne, torej Dravsko-Ptujsko polje in pa predvsem Mursko polje. Ne, torej ta del, ki nekako gravitira proti panonski nižini, ne, ki predstavlja en tak kotel segrevanja ali pa vir segrevanja v tem delu Evrope, ne, torej se bo segrel intenzivneje. In če bi pogledali recimo to karto, ki je bila tudi objavljena v članku, torej kje bodo, bom rekel, tiste najvišje temperature nastopale, ne, torej recimo tam ob koncu stoletja, če se ti trendi ne bodo zaustavili, ne, in zaenkrat ne vem, nič ne kaže, ne, torej, da bi se, oziroma grejo, kot vidimo, kot lahko spremljamo, tudi pravzaprav vrednote nekaterih politikov, ne, torej, ali pa voditeljev, ne, torej, teh večjih držav, ne, torej, ne kaže, da bo šlo v smer blaženja podnebnih sprememb, prej nasprotno, ne, torej kaže, ne, torej, da se bodo ta ravninska območja severovzhodne Slovenije segrevala še intenzivneje. Ampak, veste, temperature niso edini element podnebja, ne, torej, tukaj seveda govorimo tudi o spremenjeni vodni bilanci, tudi o tem sem pisal, mislim, da enkrat lani v sobotni prilogi Večera, in tu so pa trendi zlasti v severovzhodni Sloveniji še bolj neugodni. Ne? Danes dejansko postaja negativna poletna vodna bilanca normalno stanje. Ne? In če bi pogledali recimo zlasti ta skrajni vzhod, ne? Recimo ne vem, Lendavo ali pa meteorološko postajo Murska Sobota, no, postaja dejansko locirana v Rakičanu, ne? Imamo v času poletja deficit vlage tam čez 200 mm, to pomeni približno 1/4 celoletne višine padavin. Ne? To je ena stvar. In druga stvar, časovno okno, v katerem nastopa negativna vodna bilanca, se pravi, v katerem nastopa primanjkljaj padavin, se veča. Torej, se širi iz teh poletnih mesecev na pomladanske mesece in tudi na zgodnjo jesenske mesece. Ne? Se pravi, da to časovno okno traja lahko tudi recimo 5-6 mesecev, ne? Torej govorimo o časovnem oknu z negativno vodno bilanco. Tako da to je recimo naslednja taka posledica. Ne? In čeprav pravimo, da je Slovenija precej bogata z vodo, ne? Torej se pa te zaloge spreminjajo v za nas neugodno smer. Ne? Jaz se spomnim pred leti, mislim, da so to bila poletja 2012-2013, ne, so nekatere zajetja za pitno vodo na Pohorju presahnila. Na Pohorju, ne, ki je pa pravzaprav pojem, ne, torej za vodnatost, nepropustne kamnine, dovolj visoka višina padavin, ne, tudi v poletnih mesecih, ne, ampak takrat so poleti presahnili, ne, torej ti vodotoki in kaj govorim, ne, torej treba bo verjetno začeti, neverjetno, ampak nujno začeti, ne, torej z našimi vodnimi viri gospodariti dosti bolj racionalno, ne, se pravi predvsem manj trošiti te vodne vire, ne, in pa bolj skrbeti za to, da jih ne onesnažujemo, ne.
zdaj bi lahko tu imel celo predavanje o vseh teh posledicah, ne, ki izhajajo iz trendov vedno višjih temperatur, ne, ampak naslednji tak parameter, o katerem sem pa tudi pisal v sobotni prilogi, da delam malo reklamo, je pa snežna odeja. Ne? Ta pa ni pomembna samo za turizem, ne? Ampak ne nazadnje tudi za vodne zaloge. Ne? Pogosto krat opažamo, ne? Torej, da štartamo v pomladanske mesece z primanjkljajem vlage, ne? Zaradi tega, ker vedno več padavin v zimskih mesecih pade v tekoči obliki, ne več v trdni obliki. Ne? In takrat pred desetletji, no, ne? Ko je bila snežna odeja še vseeno malo torej malo debelejša, ne? Torej je bilo običajno tako, da se ta sneg začel spomladi taliti, ne, in je ravno takrat, ko je začela vegetacija s to aktivno dobo, ne, in takrat, ko potrebuje največ vlage, ne, in je začel ta taleči sneg napajati reke, podtalnice in tako naprej. Ne. Zdaj tega ni, ne, torej tega snežnega zadržka oziroma snežne retinence ni, ne, tako da v bistvu pogosto krat opažamo, ne, da se zametki suše pojavljajo že v spomladanskih mesecih. Ne. Ravno včeraj sem videl posnetek Triglavske Bistrice, mislim da, ki je skoraj da pred tem, da usahne, medtem ko je pač posnetek pokazal tudi kapo Triglava, na katerem je pač včeraj zapadel sneg, ampak nekaj malega, ne. Verjetno ta prizor nekaj, kar vzbuja skrb, da je v tem obdobju reka oziroma potok prazen. Ne. Zdaj se mi dali istočnico še za eno razmišljanje, ki bo zvenelo mogoče malce nenavadno. Poglejte, da ne bomo narobe razumljeni, ne? Podnebne spremembe niso nekaj, kar je linearno. Ne? Torej, kaj je ena od poant podnebnih sprememb? Ena od značilnosti torej, globalnih podnebnih sprememb na našem planetu je večanje ekstremnih dogodkov. Ne? Zdaj, ne vem, če bi šla tako v detajle, ne? Torej, da bi začel razlagati recimo vpliv severnoatlantske oscilacije pa recimo dogajanje na polarni fronti, ampak zanimivo je, ne? Torej, da se zaradi globalnega segrevanja dogaja to, ne? Torej, da torej polarna fronta pogostokrat valovi z večjo amplitudo, ne? In dogaja se, da recimo, da doline s hladnim zrakom zaidejo v neka čist subtropska območja in pada recimo v Izraelu sneg, ne. Dogaja se pa tudi to, ne, da pa grebeni s toplim zrakom, ne, torej zaradi te velike amplitude na polarni fronti, zaidejo v Skandinavijo, ne, in imajo recimo v Skandinaviji vročinske valove, ali pa recimo na severu Rusije, ne, 2010 mislim, da ne, je bil en hud vročinski val tam. Torej imajo vročinske valove v nekih, bi lahko rekli, skoraj da subpolarnih geografskih širinah, kjer pravzaprav jih prej niti poznali niso. Ne. Tako da tudi to moramo imeti pred očmi. Ne? In če se vrnemo na sneg, ne, ja, zanesljivo se bo dogajalo, torej, da bomo imeli zime z zelo, zelo bogato snežno odejo, ne? Ravno zaradi tega dogajanja na polarni fronti. Včasih so posledice globalnega segrevanja zelo, zelo nepredvidljive. Ne? Zdaj zgodbo o severnoatlantskem toplem toku vsi poznamo, ne? In utegnilo bi se zgoditi, da bi se zaradi globalnega segrevanja in posledično povečanega dotoka sladke vode iz arktičnih območij v severni Atlantik, torej zgodilo to, ne, da bi severnoatlantski topli tok začel hitreje ponikati, ne, in ob zahodni cirkulaciji bi Evropa dobivala manj topel zrak, ne, in posledica, če vsaj za krajše obdobje, bi lahko bila precej absurdna. Zaradi globalnega segrevanja bi se lahko Evropa ohladila. In kažejo se neki znaki, ne, torej slabljenja severnoatlantskega toplega toka. Res pa je, torej, da v akademskih okoljih, ne, torej, je v zadnjem času bilo kar nekaj člankov, ne, in tu je zgodba še precej nejasna. No, še ne poznamo vsega. Vi pišete v zadnji prilogi Večerovi o višanju morske gladine od 60 do 100. 30 do 100 celo, ja, v najbolj neugodnem scenariju. Ja, v naslednjih 80 letih. Ja, do konca stoletja. Ampak, ko pa gledamo neke predikcije včasih na televiziji, pa na družbenih omrežjih, pa vidimo tudi dosti bolj abstraktne. Više. Veste, sej to je težko reči, ne, torej, da se bo ta vodna gladina, torej gladina svetovnega morja enakomerno dvigala na celem planetu. Ne. Treba je upoštevati tudi amplitudo plimovanja, ne, torej pri nas recimo ta amplituda ni tako zelo visoka, ne, recimo marsikje pa je, ne, torej marsikje je že zdaj recimo nekaj metrov, ne, celo, ne, in zdaj recimo v takih primerih pa to ni več tako nedolžna zadeva, ne, še zlasti, če upoštevamo, da je velik del svetovnega prebivalstva skoncentriran ravno v priobalnem svetu, ne, in tu bodo nekatere države
zaradi dvigovanja svetovnega morja, predvsem mesta, ne, torej, ki so skoncentrirana ob teh obalah, ne, precej prizadeta. Zdaj, poznamo zgodbo iz Benetk, ne, recimo, tam se to že malo opaža. Ne. Je pa res, ne, bodimo realni, ne, torej, tu, če se pogovarjamo o dviganju gladine svetovnega morja, torej, moramo upoštevati tudi še tektonske procese. Ne, torej, tudi tektonika malo ali duši, ali pa potencira te učinke dviga svetovnega morja. Ne, torej, to so ti tako imenovani epirogenetski procesi, kjer prihaja do počasnega dviganja ali pa spuščanja, bom rekel, večjih delov celin. Ne. Oboje je treba upoštevati. Ne. Gremo še v Maribor, ker smo vseeno mariborski časnik, vi pa delate v Mariboru, ne, in tudi Maribor se pregreva, kje se najbolj pozna. Seveda objavili ste tudi sliko tega v Večeru, ampak da še malo pojasnimo v audio obliki. Ja, torej mestna klima je moja, kar se tiče profesionalnega dela, moja prva ljubezen, če smem tako reči. Ne, iz tega, torej mestne klime Maribora sem tudi doktoriral, ne, in tu dejansko raziskujem to čisto iz neke iskrene radovednosti. Ne. In v današnjem času imamo nekatere sodobne tehnologije, ki nam omogočajo malo bolj natančne analize, torej mestnih toplotnih otokov. Sam sem v sobotni prilogi objavil en satelitski posnetek Landsata, mislim, da ravno iz enega od dnevov v tem zadnjem vročinskem valu, tako da imamo, bom rekel, res z nekaj dnevnim zamikom, ne, torej predstavljeno stanje v Mariboru. No, ampak, če me vprašate, kje se najbolj segreva, zdaj bom malo hudomošno odgovoril, ker sem v zadnjem času objavil kar nekaj, oziroma nekaj člankov še čaka na torej na objavo, ne, ampak kar nekaj teh toplotnih otokov v Sloveniji sem analiziral in zdi se mi, ko me ljudje sprašujejo, kje so, bom rekel, te vroče točke, se mi zdi, kot da bi našteval nakupovalna središča. Ne. Recimo Ptuj sem tudi čaka na objavo, pa Kranj recimo tudi. Ne. No, ampak, če se osredotočimo na Maribor, ne, torej gostota pozidave je eden od tistih elementov, ki precej vpliva na višanje temperatur, ne, torej kaže se, da staro mestno jedro, ne, torej za razliko od recimo mojega doktorata, ki sem ga delal še tam v 90-ih letih, ne, torej ni več tisto najbolj vroče območje, ne, ampak postajajo to recimo območje Tezna in pa Tabora, predvsem tukaj ob vpadnicah v Maribor, ob Ptujski, ali pa med Ptujsko in Tržaško, ne. Namreč tam po letu 2000 je nastalo veliko nakupovalnih središč s pripadajočo infrastrukturo, predvsem asfaltiranimi parkirišči, ne, in ta območja dejansko predstavljajo, bom rekel, ene od vročih točk. Ne smemo seveda pozabiti tudi industrijsko cono Tezno, ne. Potem recimo Melje, predvsem industrijska cona Melje, ne, torej tam, kjer dejansko ni zelenih površin, in pa en del Studencev, ne, to se pravi tam v bližini Valvazorjeve, ne, torej tam, kjer je tudi ob železniški progi, ne, kjer je zelenih površin relativno malo. Na srečo imamo v Mariboru kar nekaj zelenih površin, jaz bi si želel, da bi jih bilo še več, predvsem Stražun, ne, predstavlja en tak zelen jezik v mesto, ne, kjer so temperature nižje. Imamo pa tudi na srečo še vedno veliko parkovnih površin, ne, poleg mestnega parka bi tukaj omenil še recimo Magdalenski park, pa recimo celo trg Borisa Kidriča se na teh satelitskih posnetkih vidi kot neko območje, kjer so temperature nekoliko nižje. Pa je kar majhen. Tako za provociranje, ne, bi izpostavil še eno tako območje, ki tudi predstavlja en tak jezik hladnejšega površja v Mariboru, in sicer ta del ob železniški progi med reko Dravo in pa Nasipno oziroma Tržaško cesto. Ta je zdaj popolnoma zaraščen, ne, torej v teh sukcesijah, ne, torej se je tam razvila potencialna vegetacija, to je gozd, ne, torej ali pa v tem trikotniku, ne, torej tam, kjer se železniška proga odcepi proti Taboru. Ne. Ni tam načrtov. Ja, točno to. No, zato pravim, da provociram. Ne, ja. Ne, skratka, en del teh zelenih površin bo verjetno izginil, ne, ampak dejansko te blažijo segrevanje. Ne. In jaz mislim, da bomo morali v prihodnje bolj skrbeti za to, torej ne samo, da ohranjamo te zelene površine, ampak da jih tudi širimo. Ne. Recimo Betnavski gozd ali pa tisti gozdni otoček tam
na križišču Ptujske, Tržaške in pa Titove ceste, ne, tam vizavi, kaj že tam, dobro, se ni važno, no, ampak glavnem na križišču Ptujske in pa Tržaške ceste, ne, tam recimo take stvari bomo morali zelo, zelo, zelo ohranjati oziroma razmišljati o tem, da bi zelene površine še bolj razširili. Na srečo imamo tudi reko Dravo. Reka Drava je dokaj široka, ne, torej relativno široka, mislim, to je zdaj relativen pojem, ampak vseeno, ne, torej predstavlja neko površje, ki tudi hladi oziroma niža temperature, ne, tako da tudi vodne površine so en tak parameter, ne, torej, ki niža temperature. Tako da, kar moramo narediti je, da te zelene površine in vodne površine ohranimo oziroma da mogoče celo razmišljamo, kje bi še recimo te zelene površine lahko razširili. Priložnosti je veliko, ne, torej sej poznamo primere iz tujine, recimo zatravljanje streh. V smislu vprašati je, kakšno na že nerešljivih, vse na pogled območjih, torej točno to sem hotel povedati. Tabor, Tezno. Ravno to sem hotel povedati, ne. Iz nekih drugih razlogov, ne, neko astronomsko opazovanje sem imel pred nekaj meseci na strehi Marifarma. Marifarm ob Zagrebški. Jaz sem bil tako prijetno presenečen, pa ne da bi zdaj reklamo delal, ne, ampak tako prijetno presenečen, oni imajo tam park na strehi, ne, torej imajo seveda tudi te solarne panele, ampak tam imajo toliko zelenih površin, jaz sem bil navdušen nad tem, ne. Ja, in če bi takim zgledom recimo sledili, ne, torej bi vsaj malo ublažili, ne, torej to pretirano segrevanje, ne. Čeprav jaz mislim, da se mu ne bomo mogli izogniti, to je realnost, ne. Zdaj en konsens v znanosti je, ne, torej, da so vzroki za antropogene podnebne spremembe človekovi vnosi toplogrednih plinov, ne, torej poleg ogljikovega dioksida še kaki drugi, recimo dušikovi oksidi, ne, ki so posledica glavnem prometa, no, pa še drugih dejavnosti, ne. Ampak nekaj drugega sem hotel povedati, ne, če bi mi danes prenehali z vsemi emisijami ogljikovega dioksida, bi se zaradi slabih samočistilnih sposobnosti ogljikovega dioksida, ogljikov dioksid ima zelo slabe samočistilne sposobnosti, recimo v atmosferi, zato da se izloči, potrebuje tam kakih 100-150 let. Skratka, če bi danes prenehali s temi emisijami, bi se učinki pokazali šele pri generaciji ali dveh za nami, ne. In dejansko to, kar počnemo, ne, torej, vem, zdaj bom zvenel kot da moraliziram, ne, ampak to, kar počnemo, je v bistvu samo slabšanje pogojev za prihodne generacije. Malo neodgovorno početje. Ja, pa se dovoljkrat zamislimo nad tem? Ne, zanesljivo ne. Mene vedno bolj moti pravzaprav, da ostajamo razklani med tem, kar bi želeli deklarativno, oziroma tem, kar deklarativno zastopamo in dejanskim ravnanjem. Jaz se spomnim tega prvega zaprtja ob covidu, ne, se pravi spomlad 2020, ja, ne. In kako so ljudje takrat prisegali, da bodo začeli bolj umirjeno živeti, pa ne bodo več nasedali tej potrošniški miselnosti oziroma tem vrednotam, ne. Ampak takoj, ko so se ti nakupovalna središča odprla, ne, to je bila histerija, to je bilo huje kot za novo leto. Ne, torej, ali pa drug primer, recimo marec 2022, začetek vojne v Ukrajini. Ne. Kako so te države, zahodnoevropske države, ne, v hipu pozabile na vse zelene zaveze. Ne. Torej, takrat je kazalo, ne, torej, da bo oskrba z plinom postala problematična, oziroma nasploh z energijo postala problematična, ne. Torej, zima 2022-2023 se je potem počasi bližala. Ne. In kako so nekatere, recimo, v osnovi, ne, torej, zeleno razmišljajoče države, ne, v hipu pozabile na vse te zaveze. Pred nekaj številk Mladine nazaj sem bral en članek, ki me tudi malo... Postal sem zaskrbljen. Namreč v članku je bila objavljena analiza torej, odnosov Slovencev do okolja, ne, torej koliko so pripravljeni pravzaprav narediti za to, da bi zmanjšali, bom rekel, torej zmanjšali svoj ekološki odtis, no, da tako rečem, ne, kajti ta ekološki odtis je temeljni problem, previsok ekološki odtis je temeljni problem vsega, ne. In delali so te analize, mislim, da tam od, ne vem, zadnjih 10, 15, 20 let, ne vem, da je natančno, ne, ampak dejansko ta pripravljenost, ne, za nek trajnostni način življenja pada.
Vsaj po teh podatkih. Ne? In to me precej skrbi. Ne? Čeprav zdaj, ko sem rekel trajnostni način, ne, bi mogoče samo kot fusnoto rad povedal, ne, da je beseda trajnostnost pa zeleni prehod, pa ne vem, kar je še teh izrazov, ne, da so to ene od najbolj zlorabljenih besed oziroma najbolj zlorabljenih pojmov. Danes vse prodaja pod trajnostno, kot nekaj trajnostnega ali pa zelenega, recimo električna kolesa ali pa električni skiroji, za katere jaz svojim študentom pravim, da so to eno od najbolj netrajnostnih načinov transporta. Ne. Ali pa, ne vem, veterne elektrarne. Ne? Mislim, to je, oprostite izrazu, perverzno, ne? Torej, da to ponujajo kot nekaj, kar nas bo rešilo. Ne? Mi si v resnici postavljamo napačna vprašanja. Ne? Torej, v tem, ko iščemo neke nove vire energije, pa ko me ljudje sprašujejo, kaj mislim, ali bi dodali še eno jedrsko elektrarno ali ne, in govorim napačna vprašanja, si postavljamo. Mi bi morali si postavljati vprašanja, kako zmanjšati ekološki odtis in v tem smislu, ne, kako živeti manj potratno, manj potrošniško. Ne. Ampak s tem se pa bojim, ne, se ne želimo soočiti. Kajti to pomeni mogoče malo bolj, ne bom rekel asketski način življenja, ampak malo bolj skromen način življenja, ne več to, ne, torej to razmišljanje, ja, ne, torej, da si lahko privoščimo vse, kar si želimo, ne, ampak jaz se spomnim svojega otroštva, ne, in smo ravno tako živeli srečno, ne, čeprav nismo imeli, zdaj bom zopet malo provociral, ne, pa bom citiral eno poslanko, ne, nismo imeli, ne vem, 30 vrst sadnih jogurtov. Ampak smo bili ravno tako srečni, pa mogoče celo bolj zdravi kot danes. Ste citirali poslanko, kjer nekateri politiki sicer zanikajo podnebne spremembe. Tudi to, ja. Ampak pustimo. Gremo še na študente, ker ste vmes omenjali trajnostno in manj potrošniško družbo. Zdi se, pa vsaj govorijo nam, da mlade generacije se vseeno trudijo. Ja. Ugotavljate tudi to vi? Res je. Sicer jaz sem tukaj mogoče malce nepravi naslov za te zadeve, kajti študenti geografije že v osnovi, ne, torej prihajajo, bom rekel, z razčiščenimi pojmi do okolja. Ne, tako da tu pri nas, ne, torej v glavnem imamo generacije, ki že kot bruci, recimo, ne, torej razmišljajo pretežno tako, ne, torej, da se zavedajo, bom rekel, teh okoljskih problemov. Ne. Ampak nasploh, ne, tudi, ker pač spremljam, kaj se dogaja, ne, torej med študentsko populacijo, med to sicer prej tako pesimistično razlaganje, ne, pa pogledi, ne, navdaja pa vendarle z optimizmom. Ja, mislim, da mlade generacije razmišljajo drugače in upam, da tudi bodo razmišljale, torej še v prihodnje, ne, torej tako, ne. Tako da to me navdaja z nekim optimizmom. Dobro, zdaj tega ne smemo posplošiti, ne. Včasih tudi seveda slišiš koga, ne, torej od mlajših, ne, ki mogoče ne razmišlja tako, ne, ampak ja, mislim, da tukaj je mogoče ena priložnost, ne, torej, ki nas lahko navdaja z optimizmom. Ker ste že omenili opazovanje neba, zvezd, me zanima, kako je pa svetlobno onesnažen Maribor, kje sploh lahko opazujemo zvezde v Mariboru? Torej, Maribor ni svetlobno najbolj onesnaženo območje v Sloveniji. Ne. Zanimivo je, ko sem analiziral tudi z interpretacijo satelitskih posnetkov, ne, torej stanje v Sloveniji me je, ko sem to prvič počel, malo presenetilo. Ne. A veste, kje je najsvetlejši piksel v Sloveniji? Niti Maribor, niti Ljubljana, niti Celje. Luka Koper. Luka Koper. Ne. Mislim, sej imamo par takih anomalij. Ja, recimo, ko sem to delal, ne vem, za ta zahodni Balkan, ne, recimo v Bosni je tam najsvetlejši piksel na neki koksarni, tam pri Tuzli. Skratka, kaj hočem govoriti, ne smemo, torej, ko interpretiramo te podatke, ne smemo preveč posploševati, ampak se moramo res na rezultate, torej analize zanašati. Ne. No, ampak, če me sprašujete o Mariboru, torej Maribor sodi med 3 tiste občine, ne, kjer je ta radianca, kot imenujemo, ne, torej ta parameter, po katerem tudi lahko, ni edini, ampak po katerem tudi lahko torej analiziramo stopnjo svetlobnega onesnaževanja s pomočjo satelitov, je ta radianca torej najvišja v Ljubljani, torej v občini Ljubljana, Celje in pa Maribor. Maribor je na
3. mestu. Ne. Zanimivo, na 1. mestu je občina Ankaran, ki je pa dejansko kolateralna škoda Luke Koper. Ne. Občina Ankaran je sicer zelo mala občina, ne, ampak ker leži v neposredni bližini Luke Koper, ne, to dviguje povprečje. Recimo Koper sam, ne, torej občina Koper, ne, torej, v povprečju nima tako visoke radiance, ne, kljub temu, da je tam najsvetlejši piksel, ampak zaledje je pa relativno temno. Ne. Tako da to so stvari, ki jih moramo pri teh statističnih analizah upoštevati. Pogostokrat svojim študentom citiram tisto znamenito misel Marka Twena, da obstajajo 3 vrste laži, laž, velika laž pa statistika. Ne. Kaj hočem povedati? Ne? Torej, da je treba pri teh statističnih podatkih biti tudi previden in jih večplastno analizirati. Ne. Tako da pustimo zdaj občino Ankaran, ampak vsekakor občina Ljubljana, Celje in Maribor so tiste, ki imajo poprečno radianco najvišjo, ampak v Mariboru samem, ne, torej je pa najsvetlejši piksel tukaj na območju med zdravstvenim domom in pa nekdanjim hotelom Slavija oziroma Sitijem. Ne. Najtemnejši piksel je pa tam severozahodno od Gaja, že tam na avstrijski meji. Ne. Torej tam je nekako najmanj temno nebo, čeprav temnega neba v Sloveniji v resnici ni več. Ker se s tem ukvarjam že kar nekaj časa, satelitski posnetki so pa na voljo, taki malo bolj kvalitetnejši, recimo tam od leta 2012, že v tem obdobju, ne, se pravi v niti ne 15 letih, ne, opažamo velike spremembe. Ne. Pred leti sem objavil en članek o stanju svetlobnega onesnaženja v teh zavarovanih območjih, recimo tudi v Triglavskem narodnem parku se je stanje poslabšalo. Zakaj? V samem Triglavskem narodnem parku sicer ni nekih virov svetlobnega onesnaženja, ne, ker pač zaradi zakonodaje ne smejo biti, ali pa vsaj je manjša verjetnost, da bi lahko se pojavili, ne, ampak prihaja pa svetloba od drugot. Namreč pri svetlobnem onesnaževanju se treba zavedati, da je najbolj problematična tista svetloba, ki zapušča vir tik nad vodoravnico. Spravi, ne tista, ki gre v zenit, v nadglavišče, ampak tista, ki gre malo nad vodoravnico. Zakaj? Tista svetloba najdlje časa potuje skozi troposfero, torej skozi to nižjo plast atmosfere in povzroča največje prostorske učinke. Ne? Tako da recimo svetlobno kupolo Maribora lahko opazite brez težav, recimo študenti smo bili na Koroškem, recimo tam, pa to še nič ni, saj vam bom še nekaj drugih primerov povedal. Torej, brez težav, recimo tam z Remšnika, oziroma bili smo nad Remšnikom, gor nad Radljami. Tam na Svetem Pankraciju, ne, ogromna svetlobna kupola se tam vidi, ne, že s prostimi očmi. Ne. Potem recimo Skop, ne, na vrhu Kop, recimo smo tudi študenti analizirali. Tako da ti viri mi se niti ne zavedamo, ne, ker smo v sami kupoli, ne, torej kakšne prostorske učinke puščajo, bom rekel, taki viri onesnaževanja. In Maribor zanesljivo sodi med, ne največje, ampak med večje vire, ne, torej če se pogovarjamo regionalno. Ampak mogoče nekaj, kar je pa tudi mene samega šokiralo, ko smo pred leti na enem od terenskih del, pri enem od predmetov, ne, torej skenirali obzorje, po noči, ne, torej skenirali obzorje in sicer na razgledniku na Rogli, ne, in detektirali svetlobne kupole, ne, torej smo bili presenečeni, sam pa še najbolj, ne, torej, da smo detektirali svetlobno kupolo Dunaja in pa Bratislave. Glavni most čez reko Donavo na Dunaju je od razglednika na Rogli oddaljen približno 210 km, Bratislava pa še mogoče 20 ali pa več kilometrov več. Ne. Tako da tu recimo že na razdalji 200 km, dobrih 200 km se znajo te svetlobne kupole identificirati. Ne. Recimo na Resevni, ne, torej tam pri Šentjurju, smo na razgledniku tudi, ne, torej po noči skenirali obzorje in brez težav zaznali svetlobno kupolo Reke, Trsta, Ljubljane. Tako da, mogoče se tega niti ne zavedamo, ampak ti viri predstavljajo en pomemben regionalni vir svetlobnega onesnaženja. Ne. Zdaj, problem pri svetlobnem onesnaženju je, torej v zadnjem času vpeljava teh tako imenovanih belih led sijalk. Bele led sijalke so z energetskega vidika dosti bolj učinkovite kot prejšnje prevladujoče, te visoko in nizkotlačne natrijeve sijalke, torej te, ki sevajo v oranžni svetlobi, ne, in ki jih marsikaj še danes vidimo. Ne. Torej, poraba energije pri led sijalkah je neprimerno manjša, ne, ampak en drug problem je njihov spekter.
Ne. Te oddajajo višek svetlobe, te bele LED sijalke oddajajo višek svetlobe v modrem delu spektra, modra svetloba se pa siplje v atmosferi 16krat intenzivneje kot rdeča svetloba. Ne. Tako da, kljub temu, da prihranimo pri energiji, so pa prostorski učinki pri LED sijalkah bistveno večji. Ne. Zdaj, običajno opažam, ne, da pogosto kratko zamenjujejo, ne, torej te živosrebrne ali pa natrijeve sijalke z LED sijalkami, da mogoče dajo vseeno malo premočno, previsoko jakost teh sijalk. Ne. Lahko bi bile mogoče z manjšo jakostjo, ne, pa bi bil prihranek še večji. Ne. Ampak zdaj bodimo realni, ne, torej vsaj v lokalnem okolju pa opažam, ne, recimo v svoji ulici je bilo tako, ne, torej od rojstva sem imel te tako imenovane hlevske sijalke, ne, na naših kandelabrih, ne, torej te živosrebrne sijalke, ampak 3 leta nazaj mislim, da so te zamenjali z LED sijalkami, ki so pa popolnoma zastrte, torej oddajajo svetlobo nič nad vodoravnico, ampak samo v tla. Ne. In jaz recimo, ko opazujem ali pa fotografiram s teleskopom na svojem balkonu, ne, torej se mi je stanje izboljšalo, to moram priznati, ne, bodimo realni. Ne. Ampak obstajajo pa na tržišču tudi tako imenovane amber LED sijalke, ne, torej te oranžne LED sijalke, ne, ki pa predstavljajo dober kompromis, ne, torej tam se pa ta svetloba ne siplje tako zelo, ne, torej ne pušča takih učinkov. Ne. Tako da priložnosti so, ne, ampak mi jih ne izkoriščamo, ampak moti me pa nekaj drugega. Recimo, ko v lokalnih okoljih zamenjujejo javno razsvetljavo, ne, pa torej poskušajo recimo prikazati, kakšni so pozitivni učinki tega, ne, vse skušajo gledati skozi denar, ne, torej koliko so prihranili pri električni energiji. In to je res, prihranek je nedvomen, ne, ampak ne sprašujejo pa se, kakšni so pa prostorski učinki. Ti pa so slabši. To, kar ste omenili, da se menjujejo žarnice, če lahko rečem po domače, in da so vseeno neki učinki, sem opazil tudi sam, moram pa, ker pač smo v tem formatu, pa lahko to povem, se spomniti svojega otroštva. Jaz izhajam iz bližine dela, ki ste ga omenili, da naj bi bil temen, torej na severu, zahodu občine Kungota sem, ki potem meji na občino Maribor in to je v bistvu ful blizu in tam se lepo vidi zvezde še zdaj. Ja. Ampak, ko sem odraščal in smo kdaj s prijatelji sedeli na kakšnem hribčku in smo pač vedeli takoj, kje je Maribor, sploh pa po zimi, ko je bil snežni stadion odprt, ne. Snežni stadion, oziroma ta razsvetljena smučišča sem opazil recimo že z avtoceste tam v bližini Gradca, ne, recimo, to je tak velik vir, ne. Nasploh smo študenti v enem raziskovalnem projektu, ki smo ga imeli nekaj let nazaj, ugotavljali, oziroma proučevali ravno to, ne, torej stanje na Pohorju in pa vpliv nočnih smučišč, ne, torej na stanje, ne, torej z meritvami smo to potrdili, ne samo s fotografiranji, ne, in analizirali smo torej Roglo, pa potem, torej Mariborsko Pohorje seveda, ne, Mariborsko Pohorje, Roglo in pa Kope. Pred leti, nekaj let nazaj, vem, da smo bili nazadnje na Kopah, ne, in ko so tam med 21 in 22 uro ugasnili tiste luči, ne, torej na smučišču na Kopah, to je bilo. Vse sem v enem članku objavil, celo to primerjava, ne, torej teh fotografij, pa digitalna analiza teh fotografij, ne, torej kar se tiče radiance, in je bilo, ne bom rekel kot dan in noč, ampak kot mrak in noč, ne, torej dejansko, ne, torej v času torej teh obratovanja smučišč, ne, torej smo na vrhu Kope, velike Kope, ne, torej lahko videli res tiste najsvetlejše zvezde, ne, ki smo bili praktično že na robu svetlobne kupole, potem ko so pa luči ugasnili in sploh so se oči prilagodile na temo, ne, torej pa bilo to nekaj popolnoma drugega. Ja. Na kratko, če svetujemo poslušalkam in poslušalcem 3 točke v Mariboru in okolici, kam opazovati zvezde? Ja, izkaže se, da in okolici, ne, Mariboru in okolici, rečemo, ne. Taktično. Ja. Torej, izkaže se, da nadmorska višina ni vedno tisto, kar izboljšuje kvaliteto nočnega opazovanja. No, ampak kakorkoli že, ne, torej mi v društvu najpogosteje opazujemo na Šmartnem, na Pohorju, zdaj tudi iz tega razloga, ker so nas domačini tam zelo prijazno sprejeli, torej sodelovali smo tudi že z
osnovno šolo, kar nekaj let smo organizirali raziskovalne tabore na njihovi šoli, pa tudi sicer, ne, torej so domačini nas vedno zelo prijazno sprejeli, tako da tam seveda v dogovoru z lastnikom, ne, torej tistih travnikov, ne, torej vsako leto organiziramo tudi opazovanje perzeidov, ne, in obzorje je zelo odprto, ne, tako da ena od lokacij je tam, ampak seveda treba upoštevati, bom rekel, to, ne, torej, da tam pač po travi ne smemo kar hoditi, ne, torej sploh tako pred košnjo, ne, torej to absolutno, ne. Ampak recimo ena od takih lokacij bližnjih je to, ne. Zadnje čase sem, ker vodim eno študijsko skupino pri Mariborski knjižnici za astronomijo, smo za to skupino opazovali tudi pri Planinki, ne sicer na igrišču, ne, ampak tako, da je svetlobna kupola Maribora malo zastrta z drevjem. Potem pred leti smo pogostokrat hodili tudi na Ruško kočo, ne, čeprav tam včasih smo morali pač prositi, ne, torej oskrbnike, ne, torej, da so nam ugasnili luči tam pri vhodu. Drugače pa, kar se Pohorja tiče, pa je zahodni del Pohorja manj slab kot ta vzhodni del, ne. Se pravi, tam recimo Jezerski vrh pri Ribniški koči, ne, ali pa Ribniška koča sama, ne. Čeprav kot rečeno, ne, torej temnih lokacij v resnici v Sloveniji ni. Če bi šli malce dlje, ne, iz Maribora je pa potem dve taki območji sta, mogoče bi najprej kot prvo izpostavil Zgornjo Mežiško dolino, ne, se pravi območje zahodno od Črne ali pa južno od Črne, ravno zdaj je v pripravi morda celo astronomski observatorij, ne, torej tam v bližini Črne, ne. Potem druga taka lokacija je pa severni del, so pa nekateri deli, ne, torej Goričkega. Severni del pa še nekatere take zaplate, ne, torej v srednjem delu Goričkega, kjer je tudi še kolikor toliko temno. Študenti smo v teh raziskovalnih taborih tudi analizirali haloze in haloze kljub tam 300-400 metrov nadmorske višine, da torej kažejo na nekaterih delih še vedno boljše stanje, torej kvalitetnejše stanje, kot pa recimo vrhovi vzhodnega Pohorja, ne. Torej jaz opazujem, imam svoje opazovališče tam privat približno 1100 metrih, in tam imam slabše opazovalne razmere kot v nekaterih delih halos, ki so pa samo, kot rečeno, 300-400 ali pa tu nekje, ne, metrov. Pred leti sem delal eno analizo na Dravskem polju in ugotovil, da je najmanj slabo stanje v jugozahodnem delu Dravskega polja med Šikolami in pa Sestržami, ne. Tam so v glavnem njivski kompleksi z izjemo Pragerskega pa Šikol, pa dobro Slovenske Bistrice, ne, čeprav je ta že malo zastrta z Slemenom Savinjsko. Ni nekih virov svetlobnega onesnaženja, Kidričevo in Ptuj sta dovolj daleč, ne, tako da tudi tam recimo na kaki poljski poti se da, recimo sploh, če ni preveč vlažno, ne, torej ne bom rekel kvalitetno, ampak recimo torej v manj slabših pogojih kot Mariboru recimo tudi opazovati. Ampak po drugi strani, ne, je pa res, sam sem se zdaj po 10 letih zopet z astrofotografijo začel ukvarjati, da se pa da recimo z primernimi filtri torej opazovati tudi v Mariboru, ne. Sam živim na Pobrežju in mislim, sem prijetno presenečen, kako z dobrimi filtri, ne, kvalitetnimi filtri, ki seveda tudi niso poceni, ne, torej se da tudi marsikaj pravzaprav na robu mesta videti, ne. Ampak to je v bistvu samo potuha, ne. Mi moramo dejansko osnovni problem rešiti. Mi moramo zmanjšati svetlobno onesnaževanje oziroma, če sem še bolj splošen, mi se moramo truditi, da bi zmanjšali nasplošno, torej kot civilizacija in kot posamezniki naš ekološki odtis. Ker mislim, da je to glavni vzrok, ne. Če bomo pa hoteli to narediti, bomo pa morali naše vrednote spremeniti, ne. Se pravi, naš življenjski slog, ne. Tu je rešitev. Za vse to, kar smo se danes pogovarjali. Veliko zanimanje v ljudeh povzročijo neki posebni pojavi in pred časom smo množično opazovali severni sit tudi v Sloveniji. Tudi sam sem se en večer odpravil na Plački vrh, ker je bilo rečeno, da bo tam nekje nad Avstrijo, da ga bomo lahko videli. Je to pozitiven pojav, je to negativen pojav z vidika tega, da ga lahko vidimo tudi tukaj in pač, če je to normalno, me v bistvu zanima,
In ali se bodo v prihodnje pojavljali večkrat? Ja, zdaj, če je to pozitiven ali negativen pojav, to je tako zelo težko reči. Namreč, zakaj severni sij nastane? Torej zaradi izbruhov na soncu oziroma zaradi toka zelo nabitih delcev iz sonca, in ko ti trčijo, torej zemljinim magnetnim poljem vzburijo, torej te delce v višjih plasteh, da ti začnejo sevati. Najlepše oziroma najpogosteje se to pojavlja tam nekje v subpolarnih geografskih širinah, tako da v severnih krajih, takrat, ko imajo seveda noč, torej to lahko lepo opazujejo. No, mogoče bom začel s tistimi morebitnimi negativnimi posledicami, ki jih lahko, bom rekel, taki curki na soncu povzročajo. Zgodilo se, zdaj se ne bom spomnil točno katerega leta, torej, da je zaradi močnega izbruha in posledično izpada električne energije oziroma poškodovanih transformatorjev cel severovzhod Združenih držav bil brez električne energije. Tako da v skrajnih primerih se lahko dogaja tudi take zadeve, ampak to so bolj izjema kot pravilo. V splošnem bi lahko rekli, da je pojav severnega sija seveda čudovit naravni pojav, še vedno. No, zakaj smo ga v zadnjih letih lahko opazovali? Predvsem zaradi tega, ker smo zdaj blizu sončeve, verjetno smo že pravzaprav čez maksimum sončeve aktivnosti. Namreč aktivnost sonca se izmenjuje v teh približno 11-letnih ciklih, in ravno verjetno je lani bil ta maksimum, to je še zdaj malo diskusija, torej prvotne predikcije napovedi so kazale, torej, da bi maksimum naj nastopil v letošnjem letu, ampak kot veliko astronomov, torej, ki se ukvarjajo z aktivnostjo sonca, meni, da smo ta maksimum že prišli. In posledično seveda se je zgodilo to, da zaradi večje aktivnosti sonca so bili ti izbruhi na soncu pogostejši, se pravi ti curki nabitih delcev pogostejši in posledično tudi pojavi polarnih sijev pogostejši. In ne samo v subpolarnih geografskih širinah, ampak tudi v zmernih ali pa še mogoče nižjih geografskih širinah, kar je sicer bolj redko. No, se spomnim lani 10. maja, torej smo, kaj je bil to ponedeljek, ne vem, kateri dan je bil, no, ampak v glavnem smo v Mariboru v teh svetlobno nesnaženih okoljih tudi lahko recimo opazovali polarni sij, celo s prostimi očmi smo ga lahko videli. Sam sem tudi v Večeru objavil eno fotko, torej z navadnim telefonom, takrat nekaj dni kasneje. Je pa res, torej, da to ni prvi tak primer. Jaz se spomnim jeseni 2003, mislim, da je to bilo, 2003, pa potem še tudi 2004. Torej 2003, mislim, da to se spomnim, torej, da sem s prostimi očmi v Mariboru videl polarni sij zvečer, ko sem zapuščal fakulteto. Mimo grede. Ja, mislim, moral si biti pozoren, seveda. Ampak tudi v preteklih letih torej je prišlo, tudi takrat, ko sonce ni bilo v maksimumu svoje aktivnosti, je prišlo torej do takih izbruhov. Izbruhov ne moremo napovedati, to je nemogoče napovedati, ampak ko pa pride do izbruhov in te merimo, treba je določene spletne strani malo opazovati, torej pa lahko dokaj natančno predvidimo verjetnost, da bo polarni sij viden tudi v nižjih geografskih širinah. Kaj je že tista spletna stran, Aurora Prediction, recimo. Vse teh spletnih strani je veliko, ampak recimo tam imate celo karte, torej, ki vam prikazujejo, kakšna je možnost vidnosti polarnega sija v naslednjih 12 urah ali pa v naslednjih nekaj dnevih. Torej, malo je treba razumeti tiste številke, ki so tam prikazane, tako da se da torej to spremljati, če smo seveda pri tem sistematični. In zdaj, če me sprašujete, kaj bo v prihodnje, Kdaj bo? Ja, kdaj bo, ne vem, torej tega ne vem, ampak v splošnem lahko pričakujemo, ker bo zdaj aktivnost sonca počasi začela padati, torej da bo verjetnost, ampak zdaj govorim čisto statistično, torej da bo verjetnost za pojav vidnosti polarnega sija v naših geografskih širinah nekoliko manjša, ampak še vedno pa nemogoča. Torej, kot sem že prej povedal, torej tudi v tistih letih, ki niso bile čisto blizu maksimuma, so se zgodili kakšni izbruhi, in takrat seveda je to vidno bilo tudi pri nas. Vem, da so kolegi recimo iz Slovenske Bistrice pa iz Ribniške Koče take polarne sije recimo posneli. Ampak verjetnost, torej, da bomo priča, bom rekel, takim bolj pogostejšim primerom polarnih sijev, bo zdaj recimo z zmanjšanjem aktivnosti sonca padala. Ampak sonce še vedno zna presenetiti, tako da ni pa to povezano z neko človekovo dejavnostjo ali kaj. To je čisto preprosto naravni pojav, in
Če gremo k človekovi dejavnosti v vesolju, pa mogoče še proti koncu smo o Starlinkih. Ne nazadnje je v zadnjem času vse več govora o onesnaževanju v vesolju. Kako vi gledate na to? Ja, vedno slabše je. Ne? Torej zdaj dejansko število satelitov v zemljini orbiti, predvsem nizki zemljini orbiti, torej narašča, ampak ne linearno, pač pa že eksponentno. Ne? Torej zdaj govorimo že recimo tam o 10 000 satelitov, ne? Torej, ki krožijo. Starlinki so recimo ena od takih grupacij, ne? Oziroma ena skupin satelitov, ne? Ki je pa pri astronomskih opazovanjih, ne samo ljubiteljskih, ampak tudi resnih, ne, torej, povzročila kar veliko težav pri teh opazovanjih. Ne, torej, tako zelo, da zdaj obstaja celo software, ne, da vam te na astrofotografijah recimo te sledi Starlinkov zbrišejo. Ne, mislim, da celo tako daleč je šlo. Ne. Ampak skratka, motijo astronomska opazovanja. Jaz se spomnim, ko sem pred 10-15 leti kaj fotkal, ne, ali pa opazoval, no, pa če vem, kaki satelit letel skozi zorno polje nekega objekta, ki sem ga pravkar opazoval skozi teleskop, sem rekel, wow, kako srečo sem imel. Ne. Danes, ne, pravzaprav, ko fotografiram, ne, zdaj logika pri astrofotografijah je taka, da pač zlagaš posamezne fotke, ne, recimo 3 minute dolge posnetke, ne, narediš jih 50, pač od dolžine noči odvisno, ne, in preden zlagaš te posnetke, ne, jih moraš najprej prekontrolirati, ne, ali se na kakem posnetku ne pojavlja sled, ne, kaj ti ta potem vse po mojem okusu malo zmoti, ne, torej cel posnetek, če imaš eno belo linijo. Ne. In zdaj opažam, ne, torej, da je vedno več teh sledi, ne, torej, da vedno pogosteje moram take posnetke izločati, ne, kar pomeni, da je že vidna prisotnost teh satelitov. Spomnim se, da ko smo še pred 10 leti študenti gledali, kdaj zvečer, ne, pa smo kakšen satelit videli, ne, wow, ne, zdaj ne, pa to nekaj čisto običajnega. Ne. Tako da, to mogoče še ni najhuje. Ne. Torej, hujša zadeva, pa hujša posledica, ta tako imenovani Kesslerjev sindrom, ne, se vsi poznamo to, ne, torej gre za to, ne, da če dva satelita trčita, povzročita pravzaprav neobvladljivo število razbitin, ne, in te razbitine, recimo zavedati se treba, da te satelite v glavnem krožijo zelo hitro, ne, v približno uri in pol, ne, obkrožijo Zemljo, ne, in pravzaprav to neobvladljivo število razbitin predstavljajo, bom rekel, neke potencialno nevarno za ostale satelite. Pa se govori o tem, kako bi to lahko rešili? Ne, pri takih, mislim, bolj na nekem hipotetičnem nivoju, ampak recimo, ko nek satelit razpade, ne, torej na neko, ne vem, sicer končno, no, ampak vendarle veliko število delcev, ne, je to težko obvladati. Ne. Kar se pa tiče onih satelitov, ki pa še torej krožijo, pa niso delujoči, ne, pa mogoče vsi tega ne vedo, bo zanimivo, ne, obstajata pa dve rešitvi. Ne. Torej, ena je, da orbito tega satelita spremenijo, jo preusmerijo v tako imenovano graveyard orbit, ne, spravi pokopališko orbito, ne, ker krožijo, bom rekel, nedelujoči sateliti. Druga rešitev pa je, da deorbitirajo ta satelit, ne, in priljubljena lokacija, ne, padca tega deorbitiranega satelita je pa jugovzhodni del Tihega oceana, to se pravi tam, kjer ni veliko otokov, ne, ampak tu pa zopet nastopijo ekološke težave, ne, kajti na teh satelitih so lahko, bom rekel, tudi kakšne snovi, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja, ne, in vsi sateliti ne zgorijo v Zemljini atmosferi, ne, torej najbolje je, ne, torej, če na Zemljo nič ne pade, ne, ampak vsi pa ne zgorijo, ne, in nekaj dejansko pada na Zemljo, ne, in tam pa smo lahko priča tudi, bom rekel, kakim, bom rekel, virom onesnaževanja, ne, tako da tukaj pravzaprav nekih takih pravih rešitev ni, ne. Jaz mislim, da bomo morali v prihodnje mogoče z vesoljskim pravom, ki postaja, bom rekel, ena nova niša prava, ne, vse skupaj začeti malo omejevati. Mi sicer imamo sporazum o vesolju iz leta 1967, ne, torej, ki je nekako zastavilo, bom rekel, neke smernice, kaj se v vesolju sme početi in kaj ne, ne. Res pa je, da vse države na svetu tega še niso ratificirale, ne? Ampak zdaj se pa pojavi en drug element. Zdaj niso več samo nacionalne vesoljske agencije, ampak zasebne, ne? Ti pa seveda gledajo s čist nekimi drugimi vrednotami. Ne? In jaz mislim, da vesoljsko pravo bo moralo te zadeve začeti urejevati. Ne? Če govorite o zasebnikih v vesolju, ker nekaj jih je, bi šli na izlet z Bezosom?
Z vesoljem bi takoj, torej v vesolje bi takoj šel na izlet, z Bezosom pa definitivno ne, z Muskom še manj. Kaj mislite o teh njihovih merjenih moči v vesolju, ker so na Zemlji očitno že premočni? Zdaj ne vem, koliko direktno smem biti, ampak zdi se mi, Kar da so direktno. to otroci. Čisto preprosto. Sploh, ko recimo opazujemo Muska, ne, da se razumemo, ne, torej ta njegov Starship dejansko predstavlja, bom rekel, en skok naprej, ne, torej pri raketnih motorjih, ne, torej mi zdaj v 50 letih nismo razvili močnejše rakete od Saturna 5, ne, in roko na srce, ne, torej ti njegovi poskusi z Starshipom, ne, torej predstavljajo en skok naprej, ne. Ampak, če ga pa kot osebnost ocenjujem, ne, torej pa starejši otrok, no, tako bi lahko povedal, ne, torej ne ocenjujem ga pozitivno, no. Saj smo vsi lahko bili priča, bom rekel, temu dogajanju zdaj v spomladanskih mesecih, ne, torej ko se je vodstvo Združenih držav torej menjalo, ne, torej ko je nastopil novi predsednik, ne, in vso to dogajanje se mi zdi, da nikoli si nisem mislil, da bom kaj takega doživel, mogoče v kakšni taki antiutopiji ali pa v kakšni satiri, v kakšnem grotesknem filmu, ne, ampak kot pojejo Rolling Stones, ne, resničnost je še bolj kruta kot fikcija. Pomembno vprašanje, kako lahko tehnologija, in da se spreminja iz dneva v dan, pomaga pri blaženju podnebnih sprememb? Tu bom zvenel verjetno konzervativni in vas bom mogoče razočaral, ne. Torej, seveda namigujete na geoinženiring in podobne zadeve, ne. Ne verjamem v to. Ne, torej, jaz mislim, da je lahko tehnologija mogoče ne primarni, ampak sekundarni način reševanja naših problemov. Namreč mi delovanja ekosistema oziroma naravnega okolja na našem planetu še vseeno ne poznamo tako zelo dobro, ne, torej, da bi lahko predvideli prav čisto vse posledice geoinženiringa. Lahko bi vam iz lokalnega okolja pa še kje drugje naštel kaj takih primerov, recimo napačnih pristopov, ne, kjer smo hoteli dobro, ne, ampak smo dejansko šli v pekel, ne, torej pod z dobrimi nameni je tlakovana v pekel, ne, torej primer, no, recimo, pa vendarle iz lokalnega okolja, ne, torej v 80 letih so bile pri nas popularne arondacije pa melioracije, ne, se pravi zato, da bi povečali učinkovitost pridelovanja hrane, ne, torej smo te sicer razdrobljene parcele, ne, združevali v večje komplekse, ampak kaj smo naredili pri tem, ne, torej ko smo naredili večje komplekse, ki so z ekonomskega vidika, da se razumemo, sigurno bolj učinkovit način obdelovanja, ne, ampak ne, nekaj drugega se je pojavilo. Skratka, ko smo ustvarjali te velike komplekse, ne, torej smo odstranili te drobne habitate, ne, kakšne mejice, gozdne otočke in tako naprej, ne. In kaj se je zgodilo, ne? Torej, ko smo odstranili drevesa, ne, te drobne gozdne površine, ne, smo dejansko odstranili neke naravne vodnjake. Namreč drevo, ne, predstavlja nek naravni vodnjak, odrasla bukev lahko sredi dneva, ne, torej takrat, ko je olistana, poleti recimo transpirira tam 200-300 litrov vode na dan, ne. No, skratka, kot smo odstranili te tako imenovane naravne vodnjake, ne, je voda začela zastajati, ne, in posledica je, da se je kvaliteta prsti poslabšala. Ne, pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni, ne, to je to. En primer samo, ne, ampak če se vrnem, ne, torej na obče vprašanje, ne, jaz mislim, da tehnologija je lahko nekaj, kar je sekundarnega, ne, primarno, ne, zdaj se bom zopet vrnil k tistem, kar sem danes že nekajkrat omenil, ne, primarna rešitev pa je, da mi spremenimo vrednote oziroma spremenimo življenjski slog oziroma spremenimo ekološki odtis. Na našem planetu je prepoznanih 9 planetarnih meja, ne, torej tistih, ki nekako določajo kvaliteto našega življenja, in 6 od teh smo jih že presegli. In rdeča nit, bom rekel, vzrokov za vse te presege planetarnih meja, ne, oziroma za prekoračitev teh meja, teh limitov, ne, je prevelik ekološki odtis. Mi danes živimo, govorim zdaj za povprečje, ne, danes živimo, kot da imamo še 50% dodatne zemlje na voljo, ne. V Evropi recimo živimo s takim slogom, kot da imamo še več, kot da imamo še 3,5 zemlje na voljo, ne. Recimo mi naš ekološki dolg prekoračimo v Sloveniji recimo že tam
zdaj ne vem, kdaj smo letos, ampak če se ne motim, tam konec aprila ali nekaj Zelo takega. zgodaj. Ja, zelo zgodaj. Ne? Se pravi, 2/3 leta živimo na kredit, ki nam ga dajo kasnejše generacije. Ne? In jaz mislim, da je to tisto, v kar bomo morali zagrist. Je pa res, da je to na prvi pogled zelo neprijetno, ne? To pomeni na vides, ne? Zmanjšanje kvalitete življenja, ampak verjamem, da temu ni tako, ne? Mogoče bomo živeli celo bolj kvalitetno, ampak to seveda ne more iti samo v to smer, ne? Torej, da vsak posameznik začne to delati, ne? To mora biti cel politični sistem usmerjen v to, ne? Se pravi, to, da ne bomo več se toliko prevažali z osebnimi avtomobili, ne? Torej, pomeni seveda, da moramo okrepiti javni promet. Jaz se spomnim, ko sem bil še otrok, ne, sem gledal tiste Certusove vozne rede, ne, to je bila cela knjiga, ne, torej koliko pogosto smo imeli te avtobusne povezave, recimo tudi mogoče malo bolj oddaljene kraje, ne. Danes temu ni več tako, ne. Tako da, govorim samo o tem, ne, torej, da mora te odločitve spremljati tudi, kako bi rekel, sprememba na sistemski ravni, torej na državni ravni, ne. Ampak bojim se, da vsaj naše vrednote, pa naš način razmišljanja ne gre v to smer. Ne. Jaz bom zdaj na koncu izrekel eno drzno, mogoče misel, pa to vsi vemo. Ne. Taka vrsta kapitalizma, v katerem živimo zdaj, ni odgovor. 3 pikice. Ja. Bi se kar strinjal, pa mogoče nisem tu na mesto, da se strinjam s tem, ampak evo, povem, da se. Za enkrat, pa za tokrat, Dr. Igor Žiberna, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Veseli bomo branja vaših analiz, tekstov, pogledov tudi v prihodnje. Seveda pa večkrat smo vmes že omenili, v Večeru smo že objavljali vaše zapise, pa verjetno jih lahko bralke in bralci najdejo tudi kje drugje. Hvala, da ste prišli. Hvala za povabilo. Naj bo poletje s čim manj vročinskimi valovi. Ja, upajmo. Hvala tudi poslušalkam in poslušalcem. Vabljeni, da podcast komentirate, ga ocenite, da nas posledite, se naročite na podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast in na svojih platformah za podcaste. V nadaljevanju pa seveda še nekaj vsebin, ki jih izpostavljamo iz Večera v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Sobotno prilogo začenjamo z odnosi. Afera Fabijan, ko naj bi trener Juda zlorabljal tekmovalke, odpira številna vprašanja o zlorabah v športu in tem, kakšen je zdrav in varen odnos med trenerjem in športnikom. Pri nas imamo samo eno raziskavo, ki se ukvarja s temi vprašanji. O tem, kakšni bi morali biti odnosi in kakšni v realnosti so, smo pa vprašali športne psihologe. Pogovarjali smo se s Francesco Albanese, posebno poročevalko Združenih narodov za stanje človekovih pravic na okupiranih palestinskih ozemljih. V intervjuju je odstrla grozo Palestincev ter ignoranco, celo koristi, ki jih v vojni obračunava globalni sever. Tudi Slovenija je bila pred 10 leti stičišče številnih usod, ki so jo prečile. Mineva 10 let od največje begunske krize oziroma begunskega vala čez Evropo. Kako se ga spominjajo v Šentilju in Rigoncah in kaj pravi Vesna Györkös Žnidar danes, kako gleda na tedanji čas. Večer v nedeljo prinaša tekst, s katerim razbijamo nekatere mite in strahove pred kačami. Nedavni primer smrti sicer kliče k previdnosti, a vendar veliko možnosti, da vas bi v Sloveniji pičila kača, ni. Naša novinarka Rozmari Petek je bila v Crikvenici na Hrvaškem, ki je bila nekoč bolj priljubljen zdraviliški kraj od Opatije. Da cene vendarle niso tako visoke, kakor je morda slišati, ter zakaj so turistični delavci ne bojijo pozivov politikov Slovencem, naj ne hodijo na Hrvaško, boste lahko prebrali. Prinašamo tudi zgodbo o ta čas najbolj vroči dirki Tour de France. Nekdanji kolesarji govorijo o pasteh in posebnostih te največje kolesarske dirke. Za konec še prebliski z Večera. Človek je po naravi domišljav in po potrebi skromen, je dejal francoski pesnik Pierre Rivardi.